our guest of honor, Father Rasputin. Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o Rasputinu. Rasputin je bil mož, ki ga ni bilo mogoče ubiti. Grigorij Jefimovič Rasputin se je rodil 21. januarja 1869 v Sibiriji, v Rusiji, v kmečki družini in je živel preprosto življenje vse do svojega 28. leta, ko naj bi doživel versko razsvetljenje med romanjem. Potem naj bi pa postal potujoči, samooklicani sveti mož. V celotnem Rasputinovem življenju so krožile stalne govorice o njegovem razdanem življenju, pijančevanju, ženskarjenju, čudnih okultnih obredih in članstvu v skrivnostnem kultu. Kljub vsemu temu je Rasputin do leta 1906 postal priljubljena osebnost višje družbe v Sankt Petersburgu in se spoprijateljil s carjem Nikolajem II. Ter njegovo družino. Takrat je postal znan preprosto kot Rasputin. Carjeva žena, carica Aleksandra, pa ga je čedalje bolj videvala kot preroka in vizionarja, ki bi lahko pozdravil njenega hemofiličnega sina Alekseja. V naslednjih 10 letih je Rasputinov vpliv na cesarsko družino in njihove politične odločitve le še naraščal, kar je povzročilo veliko nezadovoljstvo med ruskimi prebivalci in politiki. Obstajali so poskusi omejiti njegovo moč. Vendar 12. julija 1914 pa je bila na Rasputina celo izveden atentat. 33-letna, globoko verna kmečka žena po imenu Čunija Guseva ga je zabodla v trebuh, medtem ko je obiskoval svojo domačo vas Pokrovskovje. Rasputin je bil hudo ranjen in skoraj umrl. Guseva je trdila, da je bil Rasputin lažni prerok in antikrist. Kasneje so jo spoznali za neprištevno in poslali v umobolnico zaradi njenega dejanja. Rusiji v prvi svetovni vojni ni kazalo dobro, zaradi slabega vodstva in logističnih težav. Do decembra 1916 so bile njene oborožene sile na robu sesutja. V tem času sta bila tako Rasputin kot cesarska družina zelo nepriljubljena. Veliko ljudi se je namreč balo, da je Rasputinov vpliv na cesarsko družino resno prizadene vojne prizadevanja. Zato je skupina plemičev in politikov se odločila, da ga ubijejo. To sta vodila princ Feliks Jusupov in njegov mlad prijatelj veliki knez Dimitrij Pavlovič. V noči na 29. december 1916 sta Rasputina povabila na majhno zabavo v kraljevo palačo ob reki Mojki. Kaj se je zgodilo zatem, je stvar razprav, saj je veliko podatkov v obliki govoric, senzacionalizma, polresnic in urbanih legend. Rasputina so namreč ljudje vedno dojemali kot skrivnostno osebnost. Njegova smrt pa je kmalu postala pripoved o njegovih skoraj nadnaravnih močeh. Najbolj razširjena zgodba o njegovi smrti pravi, da sta ga v palači pričakala princ Feliks Jusupov in veliki knez Dimitrij Pavlovič, medtem ko so bili v zgornjem nadstropju še nekateri sostorilci, vključno z znanim opozicijskim politikom Vladimirom Puriskevičem. Ko je Rasputin prispel v palačo, mu je princ Jusupov ponudil čaj in kolačke, v katerih je bilo primešano dovolj cianida, da bi ubil 3 ali 4 ljudi, a nanj ni imelo nikakršnega učinka. Nato mu je princ ponudil še vino Madeira, ki je prav tako vsebovalo cianid, vendar tudi to ni imelo nobenega vidnega učinka. Po 3 kozarcih je bil Rasputin le nekoliko bolj pijan, takrat pa je princ Jusupov odšel po revolver, se vrnil in ustrelil Rasputina v prsni koš. Rasputin je takoj padel po tleh in se je zdelo, da je mrtev. Princ Jusupov je nato zapustil palačo skupaj z drugimi sostorilci, pri čemer je eden izmed njih nosil Rasputinov klobuk in plašč, da bi ustvaril vtis, da je Rasputin odšel domov. Kmalu zatem sta se princa vrnila v palačo in v njuno veliko presenečenje je domnevno mrtvi Rasputin nenadoma skočil pokonci in jo napadel. Rasputin se nato opotekel na dvorišče palače, kjer naj bi ga ustrelili še 2-krat. Pravijo, da ga je princ Jusupov nato pretepel še z motiko, v zgodnjih jutranjih urah 30. decembra pa so ga odnesli do bližnjega mosta in vrgli v ledeno mrzlo reko Malaja Nevka. Pravijo, da so Rasputina nazadnje videli še vedno živega, kako se v ledeni vodi bori za življenje in se drži na kosu ledu, ko ga je tok odnašal po reki navzdol. 2 dni pozneje, 1. januarja 1917, so Rasputinovo truplo našli pod ledom, približno 200 metrov nižje od mostu. Nekateri podatki o njegovem umoru so morda napačni ali pretirani, vendar tisto, kar zagotovo vemo, izhaja iz uradnega obdukcijskega poročila.
Vemo, da je bil Rasputin ustreljen 3-krat. Sodnik ni našel nobenih sledi strupa v njegovem telesu. Prav tako pa je ugotovil, da je bil Rasputin zelo verjetno mrtev že pred potopitvijo v reko. Na njegovem telesu so bile tudi globoke ureznine in podplute, vendar naj bi nastale po smrti in ne zaradi pretepanja, kot so trdili nekateri. Vloga princa Feliksa Jusupova in velikega kneza Dimitrija Pavloviča pri Rasputinovem umoru je bila hitro odkrita. Carica je bila zaradi umora tako besna, da je hotela, da oba nemudoma ustrelijo pred strelskim vodom, brez sojenja. Namesto tega so princa Jusupova izgnali na njegovo podeželsko posest. Veliki knez Pavlovič pa je bil poslan služiti v ruski vojaški garnizon v Perziji. Kar zadeva Rasputina, so ga 2. januarja 1917, dan po najdbi njegovega trupla, pokopali v majhni lokalni cerkvi. Na pogrebni slovesnosti so bili navzoči člani carske družine in nekaj bližnjih prijateljev. Kmalu zatem je izbruhnila ruska revolucija, car Nikolaj II. Pa je bil prisiljen odstopiti. S tem pa se je končalo tudi rusko cesarstvo. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.